Kaj sploh je varanje? Pač dajmo to najprej definirati. Kaj če bojo te epizode vsi moški dobili, tako bojo se naučili? To je v bistvu epizoda o tem, kako varati. Če se ti ljubčkaš z nekom, se pa tudi jaz lahko. Se mi zdi ful pomembno, da se s partnerjem pogovarjaš o teh stvareh, da mu daš jasno vedeti, kaj je zate prestopanje meje, kaj je zate že varanje. Bi se šla kdaj poligraf tej, če ti tako rečemo? Ti nimaš nobenih skrivnosti, da bi imeli mi vroči stol s poligrafom. Shit, ko sem glupa, zakaj bi to predlagal človek? Meni je tudi tako scary. In on tako, a ne bi bila ti ljubosumna, da mene bejba masira? Pol se ne strinjaš s tem, da unka enkrat vara, za vedno vara. Preden nadaljujemo, bi se pa rada zahvalila še sponzorju današnje epizode, Moonloom. Moonloom je menstrualni disk. To je neka taka alternativa menstrualnim skodelcam. Je narejen iz silikona, je za večkratno uporabo. Sara nam bo pa zdaj povedala, kako se to uporablja. Kako se uporablja? Za razliko od menstrualne skodelice, ki deluje na vakuum, jo daš noter, pa ti repak malo ven štrli, vse je mečkan neudobno. Se ta menstrualni disk uporablja tako, da ga daš vase položno, on pokrije zgornji del vaginalne stene, zakrije tudi maternični vrat, se pravi ujame kri in cel je noter, da te nič ne moti. Kaj pa še najboljš pri tem, je pa to, da z njim lahko seksaš. Ker gre potem penis sam takole noter zraven. Kakšna je bila tvoja izkušnja, ko si seksala z njim? Mene je to ful presenetilo, ker sem mislila, da se bo med seksom to premikal in da bo začel pol puščati. Ampak ni. Dejansko, kot si pokazala, gre penis tako lepo noter, tale spodnji del je pa tak mehak in je ostal na mestu, nobena nič ni šla kričes. Jaz sem Jana vprašala, kako je bilo njemu in je rekel pač, da mal se čut, ampak ni nič moteče, da je čisto v redu. Jaz sploh nisem načutila, kakor da nimam nič noter, malo več lubrikantov porabi za to, da res lepo drsi. In to je to. Ful boljša alternativa, kot recimo ste že kdaj videli, da piše v kakšnih člankih, kako porno zvezde, kadar imajo menstruacijo, uporabijo te gobice za nanašanje make-upa. Tisti je ful slabo, ker ima veliko njih kemikalij in to noter vase dajati ni najboljš, to je pa silikonsko, antibakterijsko, antimikrobsko in je veliko bolj varno za uporabo. Oziroma je varno za uporabo. Tako da jaz zelo priporočam to za med seksom še posebej. Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara. Itak da. Dobrodošli v podcastu, lahko to ostane med nama. Podcastu, kjer bomo govorili o seksu, seks igračkah, o varanju in vsem, kar pa še zraven. Skratka, vsem, kar je tabu, pa res ne bi smel biti. Gledamo se vsak ponedeljek, zaradi tega, da ponedeljki niso več bedni. Ponedeljki se zdaj začnejo s seksom. Hvala ti, ker spremljaš tale podcast. Vsem vam, ki ste že subscribali in vsem vam, ki še boste subscribali. Hvala, ker lajkate, komentirate in naju na tak način v bistvu podpirate. Ja, če pa slučajno nisi eden izmed teh, ki je subscriben, pa daj please klikam ta gumb, nič te ne stane, nama pa ful pomeni, da lahko še naprej ustvarjava tako dobro vsebino. In preden nadaljujemo, če te vsebino spolnosti ne zanima ali pa si premlad za njih, ne poslušaj tega podcasta. Pa še nekaj. Od zdaj naprej imava Buy Me a Coffee, tako da če naju hočeš podpreti na tak način, pa nama plačati eno kavico, pijačko, vibrator, karkoli, imaš link v opisu. Bojo ful hvaležni. Ja. Sara, kako si? Super! Zdaj so... ne smem se tega mikrofona dotikati, so rekli, ker tu pol neki doni. Zdaj bom probala imeti roke primer. Super sem. Pa ti? Jaz se veselim tele epizode, tega snemanja, pol imava še snemanje z eno gostjo, to boste še vse videli. Ampak ja, a nam boš povedala malo, kaj se ti trenutno dogaja v življenju, ker Sara ima zadnjič na live premieri, ne vem, če veste, ampak ko je premiera v ponedeljek ob 20. Je tam en chat, v katerem potem klepetamo. Včasih sva obe Sara, včasih je samo ena od naju in nazadnje je imela Sara veliko dela z enim skrivnim projektom. Lahko že kaj več nam poveš o tem skrivnem projektu, ker so ljudje potem spraševali, kaj Sara počne? Lahko sam povem, da se neki ful dobrega pripravlja, nekaj, kar nam bo vsem pomagalo več seksati, kar nas bo naredilo ful vesele, srečne in zadovoljne v življenju, več pa pač zveste. To je to, kar vam zapovedati. Kako smo skrivnostni! Ja. Jaz sem tudi nekaj zapovedati. Ajde. Mene najboljš, jaz nič ne promoviram tega, da delam tudi dekliščine. In zdaj me je spet ena bejba klicala in grem na dekliščino čez par mesecev in se rekla pač, da še tukaj povem, da če bi kdo rad, da pridem na njihovo dekliščino, lahko tudi fantovščino, če bi radi imeli pač predstavitev seks igrački in govorili o seksu z mano. Me pokličite, mi napišite na Instagram, pa se lahko kaj izmenimo. Zato, ker v bistvu cela
ta moja biznis ideja, da bom imela, biznis ideja, ja. Ja. Da bom imela delavnice o spolnosti, so prišle glih iz tega, ker sem bila na 3 dekliščinah v svojem življenju in to so edine 3 dekliščine, v katerih sem jaz bila. Jaz sem vedno samo delala na dekliščinah. Jaz sploh še ne vem, nisem bila na dekliščini, ne vem, kako je, če si pač cel dan tam in delaš dekliščinaškaste stvari. Yeah. Ampak mi je bilo pa v bistvu to, kar sem jaz doživela, fulover, ker jaz tja pol pridem in ponesem tako celo škatlo seksi igračk in pa se gremo najprej ta Never Have I Ever. Iz dekliščine v bistvu cela ideja za to igro Never Have I Ever, da so pač tako, pač v bistvu tle nimava kartic, jaz tle napisan, ampak tako jaz prinesem tja kartice in pa se te kartice vleče, zaradi tega, da ne rabiš razmišljati, kaj bi rekel, pa da lahko res vprašaš najbolj sočna vprašanja, pa jih ne rabiš, a veš, je izgovor, da na kartici to piše, da se malo spoznamo, pa malo sprostimo in pol imamo te seksi igračke in vam jaz vse o tem razložim, vse vne stvari, ki jih pač ne zveš v navodilih, pa ki jih ne zveš nikjer druge. Vmes pa pogovori zaidejo vedno v najrazličnejše možne teme o seksu, ponovadi vedno govorimo o analnem seksu, to vse zanima, pa malo o BDSM-ju, pa skoraj vedno govorimo tudi malo o tem, kako doživeti orgazem, pa pač kaj narediti, če ga ne moreš, pa ful je odvisno potem od skupine, ampak vedno se razvijajo zanimive debate. Pa zdaj sem razmišljala, da bi za konec tudi naredila to, kar imamo na delavnicah, ko imamo Kahoot quiz. Ja, to moraš narediti. Ker je ful zabavno, tako da zdaj v bistvu, pač v bistvu je dekliščina kaj na delavnica, samo da je pač za zaključeno družbo. Za izbrane goste, ko čakam svojo dekliščino. Tako da v glavnem, če imate kakšno dekliščino, hit me up. Yes. Jaz se upravičujem, ker spet motam. Jaz bi se sem rada zahvalila vsem, ki ste se javili, da bi probale naš Libido Booster Passion Potion. Za vse tiste, ki ga še hočete probati, ene par paketov začetnih je še ostalo, tako da piš mi prosim na mail mednama.cast@gmail.com, pa ti jaz pošljem en paket v zameno za iskren review. Vsi ostali boste pa mogli počakati na 22. julija. Mogoče se bo takrat zgodil en ful dober online dogodek. Informacije za njega najdete na temlele Instagram profilu, pa tudi vse druge informacije, kaj sploh je ta Libido Booster, zakaj se ga uporablja, kdo ga lahko uporablja in jaz sem ful vesela, da bo 22.7. naš ženski najljubši del dneva končno dobil piko na i. Se vidimo. Intimni kotiček. Dej bom jaz prva, ki imam eno mašino, ok? No, dej. Moje dol sem prej vedela, da se bo zgodilo in točno tu sem prej govorila. Ne, ti si rekla, da se bo cela tale premaknila. Ja, da bo tu vse narobe, sem rekla. Guys, tule je mašina, ki se ji reče PMV 20 Vice. In zdaj tule najbrž poznate, ne? To je pač navaden Rabbit vibrator. Ne rekli strah, da boš odtrgala zdaj tale analni del. Ne. In zgleda, kot nek tak mogoče čist normalen, ne? Ampak to ni resnica. Zdaj ga bom prižgala. Zdaj ne bo baterije. Itak da je baterija, kaj da ne. Jo, kot sem začela, če ni. Lucija, kako se to prižge? Drugač, od vseh vibratorjev se mi zdi, da imajo PMV-ji najbolj zakomplicirano tole za prižigati. Pač veliko imajo tle enih teh. Jaz vedno pač kar nekaj pritiskam in ugibam. Ni? Wow, efekt je šel stran. V glavnem vam bom zdaj nakazala. Pač ta glava tako kroži. Takole v krogu. Tale zajec vibrira. Prek tega analnega se pa vibracije prenesejo še not. Kar je meni brutalno je tu, da pač tega analnega ne rabim čisto vsakeč uporabljati, ker ni trd, ne? In ga lahko v bistvu sem tako zunaj pustiš, ne? Če hočeš. Če daš pa tu vse troje not, mislim tu dvoje not, pa tu gor, pol ti pa glavo raznese. Jaz sploh ne vem, kako bi tu opisala, ampak tu je ena najmočnejših stvari, kar sem jih jaz zdaj probala. Ti PMV vibratorji so res stroji, močni. Edino, kar bi opozorila, je tudi, da so hkrati, ker so pač res mašine, tudi glasni. Ja. Zdaj, zame to ni problem, ker živim sama, noben razen moj kuža ne sliši, da je nekaj glasno. Za koga pa marsikoga bi pa bil problem? Ja. Ne, je tebi problem? Če sem sama doma, mi ni problem. Če pa nisi, Če pa je, nisem, ne? pa je, ja. Se sliš, ne? Ja, in da se sliš. Valjda, ker še ta glava krož, ne, je res, ampak se vse poplača. Pač, ne? Pač jaz, ko sem tega sprobala, Ja? pač se to sem že enkrat razlagala, mogoče se spomnite bolj na začetku, ampak
meni je možgan eksplodiral. To je tako intenzivno. Ja. To je, kot si rekla, stroj. In se mi zdi, dejansko, polka že to začneš uporabljati, tudi če tega analnega pa ne nameravaš takrat uporabiti, hitro ti je tako uno, pa če že glih tle, a veš, že tako je blizu, pa daj še to noter. In to moraš kar, pač tle sem se mogla pa prav zadržati, ker če ne, bi mi tako sam noter bi ga dala, mislim, sem ga dala in sem da tako, no jaz bi lahko takole bila konc. Sem lahko nočem še čakati, hočem ga malo raziskati. Ja. In nor je, res je nor. V glavnem, ta 2 dela posebej upravljaš, lahko imaš malo vibracij na temu, pa lahko se to na moč ful vrti, lahko imaš veliko vibracij tle, pa lahko se to tudi ne vrti, ne? Lahko sem vibrira, se pravi, milijon enih možnosti, jaz dam temu 10 od 10, nobeni druge besede niso pomembne. Jaz dam tudi temu 10 od 10, res je. That's it, le kakšen je tu. Kuti svečnik, Davidov, ali kva že, kot tiste neke. The best. V glavnem, to je to, ne? Kje lahko to dobijo? Oh my god. Mi imamo trgovino za odrasle, pitchpop.si, tam lahko dobiš to igračko, vse druge možne igračke, pa če si želiš tam uporab kodo med nama 10. In to je to, pa se lahko zabavaš. Res priporočam, to pa res priporočam. That's it. Jaz imam pa danes tega, le. Izbrala sem ga zaradi tega, ker je na spletni strani pisal, da je ta glavica tako taka mehka, da je taka squishy in v resnici je res squishy, ampak sem mislila, da bo bolj squishy, tako da bi bila taka spominska pena. No, dejansko je ta spodnji del bolj squishy, kot ta zgornji del, tako da je fleksibilna, tako da meni te po moje ne bi bil toliko všeč, ker ti nimaš rada toliko fleksibilnih. A se spomniš zadnjič za dildo, ko si rekla, da ti ni? Ja, ful je tak, ampak dejansko, ko ga imaš noter, se dosti lepo še zmer upre v ga točko. Najprej me je skrbel, da bo mal prekratek. Mislim, veš, da ga hočeš še držati pa to, ampak v resnici je glih prav dolg, če hočeš zadeti ga točko. Ni za neko globoko penetracijo. V bistvu je tako nek tak povečan bullet vibrator skoraj že. Zaradi tega, ker pa sem ga tudi malo tako uporabljala sam na zunaj in je ful prijetno, ker dosti močne vibracije ima. Pa res je ful prijeten na dotik, to je meni ful všeč. Pa jaz imam rada take malo bolj mehke stvari. Ja. In to moraš prijeti, to moraš res pošlatati, da vidiš, ampak je cute, ful mi je. Pač všeč mi je, ne bi mu dala pa 10 od 10, ker ne vem, če primerjam s tema, ker temu bi dala 10 od 10, da nima toliko nima tistega wow efekta. Pač cute je, meni se zdi to ena taka ful dobra igračka, če hočeš nekaj takega malo bolj easy za začetek, če si začetnik in to, bi mu dala 7,5, 8, nekaj takega, ker ni nič narobe z njemu. Pač čisto super zadevica, sam nima nekega wow efekta, kakega jaz iščem pri igrački za 10 od 10. Tako da Meni je ful zanimivo tudi, da je tako mehak. Ful je mehak. Kaj misliš, da je namen tega? Pač oni imajo raje mehkejše igračke. Ja. Okay. Ja, Cool. pa res je udoben. Pač res je udoben za imeti noter. Tudi sem mislila, da bo res bolj problem ga držati, zato ker res nima nekega držala, ker tam ima cel krogec in haklaš prst noter in delaš kar hočeš, ta pa Je ga imaš glasen? tako. Ne, Okay. ni neki ful glasen. Ne, 4 od 10. Ok. Ja. Ker ta je 10 od 10. Ta je glasen in 11 od 10. Sorry. Ja. Tako da, če bi ga radi probali, bo ime napisano na zaslonu, ker ga jaz ne spomnim se, žal. I'm sorry. In lahko uporabite kodo med nama 10 na strani pitchpop.si. Ja. Tako da ja, to je to. Da best, ko se ti nohti namenoma ujemajo s to igračko. Ker pač, halo, meant to be. Ne. Ne bom se niti lagala. Okay. Preden nadaljujemo, imamo eno ful dobro novico za vse punce, kot jaz, ne preživite menstruacije brez protibolečinskih tablet. Zdaj sva Sara odkrile Beliso in to sploh ni bilo planirano drugače, ampak glih danes zjutraj pred snemanjem sem jaz dobila menstruacijo, čeprav bi mogla priti jutri in sem bila res vesela, da je ne bom imela na dan snemanja. Med snemanjem, dobesedno med snemanjem prve epizode je mene začel boleti trebuh in sem si dala potem takoj tole Beliso gor med pauzo in zdajle sem jaz pač 100-krat boljš. Sploh me ne boli več, tudi Sara je prejšnjič celo epizodo tole imela gor in je rešilo live, tako da
Jaz sem bila ful skeptična, če bo to dejansko delovalo in z največjim veseljem lahko povem, da za mene in za Saro to absolutno deluje in zdaj, ker lahko živim brez protibolečinskih tablet, kar mi je čisto noro. Bili so samo nalepeš na trebuh in ona potem sprošča take posebne pulze, čutijo se kot ene vibracije in preusmer bolečino, da je ti ne čutiš in meni je dobesedno pač rešila življenje. Jaz sem videla take naprave že na Tumblrju ful časa nazaj, ampak so bile vedno tako drage, da si jih nisem mogla privoščiti. Zdaj sem pa našla Beliso, bila itak skeptična, dokler nisem zadnjič celo snemanje, to je tako 8 ur preživela z njo in me ni nič bolelo. In jaz sem neskončno hvaležna za to ekipo, ki je to ustvarila. Ne vem, nimam besed in prav želela bi si, da čisto vsaka ženska tu proba. Mi dve so vam zrihtali še eno posebno kodo, med nama 75, s katero dobiš Beliso še cenejš, tako da jaz res vsem puncam, ženskam, deklicam, vsem z menstruacijo ful iz srca prvoščam, da bi lahko imela take menstruacije, kot jo imam jaz z Beliso. Link do Belise, belisa.si, najdeš spodaj v opisu, zdaj pa uživi v preostanku epizode. Sara, veš, o čem bomo danes govorili? Ja, o varanju. To se pravi, na vrsti je Lucija in Sara pametujeta. Ne? Hotela sem narediti en zvočni efekt, pa mi ni nekaj prišlo. No, sej. Bom jaz naredila. Ajde. Sara in Lucija pametujeta. Upam, da vam je tudi drugače zabavno, ti zvočni efekti. To je po mojem sam nama. Napište, če so vam zabavni zvočni efekti ali so sam nama zabavni. Če vam niso, bomo pač neki sproducirali na računalniku, pa bomo, ne bomo. V redu, ne bomo. Ja, pogovarjali se bomo o tem. Mora biti tudi za naju. Kaj? Ja, tu? to. Ja, To je for us. Tako da ni ta cel podcast za naju. Ej, sej poslušaj tudi drugi ljudje. Ja, se ti zavedaš, da poslušajo Ne. ljudje? Jaz tudi ne. Ful je smešno, ker pač jaz, ko vidim, da ljudje poslušajo, pa vidim številke, vidimo, vse vidimo, ne? Ampak jaz se tle počutim, kot da govorim Luciji, pa kot da je ta kamera moj tretji prijatelj, oziroma vi, ki poslušate. In pol pozabim, da tukaj vidi javnost. Pa tako. Jaz še pozabim, da imamo snemalce tukaj. Ja, Pač jaz, jaz ko tudi. noter padem, jaz sploh ne vem, da je tam kdo sedi in da posluša. Ja. In pa tudi, ko vidim številke, ne vem, lahko piše, a veš, ne vem, 25k, ampak za me je to 25 ljudi. Max. Ja, Pa še to si predstavljati kot 2 dejansko. Ja, ful Pač- težko si je to predstavljati. Pa če Ja. tako pomisliš, ne, pač veš, koliko je tu veliko ljudi. Veš, koliko je tu veliko ljudi? Tako za eno Ne celo morem to Justina razmišljati. Bieberja v dvorani posluša po moje 25,000 ljudi. Manj. Enkrat sem videla drugače neko primerjavo, koliko je dejansko to ljudi, če na stadionu gledaš. Ja, in? Ja, preveč. Crazy shit. Tako da, hvala, ker nas poslušate, ampak meni to Ja. še zmer ni tako realistično. Pač jaz tako Sari govorim to. Ja, in to je gled dobro pri podcastih, ni? Ja. Ful mi je to všeč. Pa meni je to zato dobro podcaste poslušati, zato ker se zdi, kot da lahko prisluškujem tako enemu zasebnemu pogovoru Ja. in ne rabim nič zraven pripomniti. Ja. Skrtko, tam sem lahko in lahko vse slišam in lahko si svoje mislim in ne rabim. A veš, kako je res dobro, ker če si tako v nekem pogovoru v real lifeu, moraš vedno malo še zraven razmišljati, kako boš reagiral zdaj, ker Ja. ponovadi ljudje pričakujejo nek odziv. Ni nujno odgovor, ampak nek odziv. Ja. In pri podcastu ne rabiš, pač to si tam, v tistem svojem mehurčku v avtu, recimo, jaz Ja. pa v avtu poslušam in Ampak jaz imam zmer potrebo, da bi zraven komentirala. Ampak to je tudi dobro, ker pa si jaz v bistvu želim, da bi bila tam zraven. To je kul. ja, no, meni je pa to najboljše, da ne rabim komentirati. Okay. Ja. No, na temu, kaj že to medover pikanet. je bil en sporočil, naslov katerega je bil, kaj narediti, če sumiš, da te vara. Ton, ton, ton. Boš tako prebrala. In zdaj bo bom- Sara to prebrala. Ja, to se nisem sprintala. Okay. In Pa bom pa povedal, kaj narediti, ne? Hej, ful ne vem, kaj naj naredim. Občutek imam, da me vara. Pred njim seveda ne morem skrivati svojega ljubosumja in ga skozi sprašujem, kaj dela, kje je. Po pravici gre že meni vse to na živce. Vem, da mu res ful gnjavim, ampak ne morem si pomagati, dokler ne bom prepričana, da me res ne vara. V glavnem ne bom bluzla tu kar nekje, rada bi samo par nasvetov, kako se tega lotiti. razlog, da sem jaz izbrala tale thread, je Ja. to, da je nekdo potem napisal tako, cel seznam Ja. z navodili, kaj Ja. narediti zdaj v tem primeru. Ampak, preden gremo na ta seznam z navodili,
kaj sploh je varanje? Pač dajmo to najprej definirati. Jaz sem enkrat videla, da je varanje vse, kar ne bi si pač želel povedati svojemu partnerju. Kar bi skrival. Ja, Mhm. tako vse, kar je tako v neki zvezi, ne vem, čustveni, seksualni, telesni, pa da imaš občutek, da pač ne bi povedal partnerju. Samo v resnici ne vem, če se strinjam s tem. Jaz tudi ne vem, če se strinjam s tem, ker recimo, če imaš ti neko fantazijo, to smo že govorili o tem, da ne rabiš ti vsake fantazije Ja. deliti s svojim partnerjem in da je čisto ok, če imaš ti neke želje, ki veš, da bi rad, da ostanejo mogoče res samo v tvoji glavi in Ja. bolj fantaziraš o tem in to skrivaš pred partnerjem, meni se to ne zdi nič narobe, zaradi tega, ker Ja, meni tudi ne, po mojem, tako mentalno varanje, veš, tako samo v tvoji glavi tu ne obstaja. Ni mental police. Ja, ne, to- ali ja, nekaj, ne. to ne obstaja. ne. Ker Ja. to je čisto normalno in lahko fantaziraš o stvareh in lahko fantaziraš od njih medtem, ko masturbiraš. Ja. In tudi, če v tem, kdaj fantaziraš med seksom, mislim, da to vsak kdaj naredi kaj tasga, tako da to ni nič groznega. In ja, to je kar taka nedefinirana definicija. Da, Kaj bi pa ti rekla, da je? ja, jaz bi rekla, da je zelo težko definirati, kaj je varanje na splošno, zaradi tega, ker vsak to mal drugače dojema. Jaz bi rekla, da se da ločiti na fizično varanje, pa na mentalno varanje. To se pravi, ne. Ampak tudi to mentalno mora biti na nek način spravljeno v neka dejanja. Ne? Ja, Se pravi, ali se ti Da z se nekom... tipkaš, recimo, Ja, ja, ali pa ja. pogovarjaš, Ja. recimo, a ne, da si. Ne vem, zakaj mi prvo pade, da si v službi. A veš, kaj imajo eni ljudje, to je v Ameriki ful popularno, kao work husband, pa work wife. Ja, ja. Pač kva, da bi imel Jan, work wife, bitch, Takoj grem tja delati v uno fermo in konc. ne, Jaz sem... ampak, a veš, ma nom šlo jaz tja delati, kaj A s ja. tabo, jaz bom imela podcast. Ampak, that would hurt my feelings. Ja. Zaradi tega, ker nič nimam proti temu, da ima tam kolegice ali pa kolege, pač ja, ampak da pa ti nekoga poimenuješ work wife, to je pa Ja. tako mal čez mejo, da greš. Zaradi tega, Ja. ker zakaj ni dosti sam, da sta kolega, zakaj moraš dati ta label in ponovadi vsaj, kar jaz, to je zdaj iz tega, kar sem pač brala, pa videla, pa slišala, čisto anekdotal, ampak te odnosi nikoli niso tako čist nedolžni. In za me bi bilo to že mal preveč, ker zakaj moraš ti zdaj iti čez to mejo prijateljstva v neko sivo cono, kao ne, sej samo pač v službi to. In, a veš, koliko časa si v službi? Pač ti v službi s sodelavci v resnici preživiš časa kot s partnerjem v Res, resnici saj na to. dan. več kot s prijatelji, več kot s partnerji velikrat. In sorry, ne moreš biti ti take in ti, pa mi pa work wife in je to. Ja, Ali kaj? čeprav po drugi strani pa jaz mislim, da je ful lepo, da smo si ljudje všeč. Pa da ne rabi to nič pomeniti, če ti ne spraviš to v realnost. Veš? Recimo, jaz lahko z nekim sodelavcem sva si ful všeč, pa pač je on poročen, pa sem jaz poročena, pa pač je tudi tu, ne? Ker ni lepo, da smo si všeč ljudje. Ja, ampak a moraš dati potem ta label gor? Ne, kao, a ne, Pač ne rabiš. imaš to potem, ja, se ne moreš, itak ne moreš vplivati na to, da ti je nekdo všeč, ampak kaj narediš pol ti s tem, da ti je nekdo všeč? To je pol tista, Ja. tista stvar. In jaz čist lahko razumem, da nekomu to ne bi bilo moteče, ker jaz drugače sem predvsej neljubosumen človek, res tako, ne vem, Jan je veliko bolj ljubosumen kot jaz. Ampak kakšne stvari pa mi niso kul. Cool. In glih zaradi tega se mi zdi ful pomembno, da se s partnerjem pogovarjaš o teh stvareh, da mu daš jasno vedeti, kaj je zate prestopanje meje, kaj je zate že varanje. Ker recimo za nekoga, to recimo zame ni varanje, za nekoga pa je varanje, da ti lajkaš ali pa komentiraš slike drugih ljudi na Instagramu. Sploh Ja. najbolj sili gufi mi je pač prvo kot prvo, drugače mi je ful neumno, zakaj imajo nekateri potrebo res, da pišejo pod kakšne te seksi bebe, ki imajo po ne vem 100,000 followerjev, tako ponovadi to tipi delajo ženske. Ja. Ja, Ženske tipi pa manj. jaz kdaj. Ampak, a veš, ima bejbo in pogre on tam neki Edison Ray komentirati, koliko si ti seksi, kaj bi ti delal. Pač kaj imaš od tega, a ne? tu ne. Ampak če pa samo reče nekomu, jo, lepa si. Jaz mislim, da je varanje tako izdaja partnerja in da se vedno nasprotni partner, se pravi oseba, s katero si odloči, kaj je varanje v vajni zvezi.
In pa vsak ima drugače. Ja. Sej, a ne, recimo, ni varanje, pač, ni mi to varanje, ampak mi je pa tako nepotrebna potrata tvoje energije. Zakaj boš ti dajal svojo energijo, zato da boš tam kar enim XY bejbam komentiral pa lajkov, ki pač ne bo nikoli nič iz tega, če lahko to energijo usmeriš v nekaj veliko boljšega, recimo mene. Tebe. Ja. Veš. Ja. Tako da po eni strani tega ne razumem, ampak ne bi pa, ne vem, kaj bi naredila, če bi videla, da bi to delal. Da bi Jan to delal. Ja. Ja, rekla bi mu, dej, ker ni to malo glupo, zakaj to delaš, Ja. ampak v resnici pa niti najbrž ti ne bi bila že iz prve z nekom, ki komentiral sem ženskam golim na Instagramu stvari. Ker ko bi tu prvič videla, bi bila tako in bi šla z drugo smer. To je pa res, da jaz mogoče sploh ne bi opazila. Jaz toliko ne stokam teh stvari, da jaz nimam pojma, kva pač on lajka zares. Ne vem. Moj bog, ne, mogoče sploh ne bi vedela v resnici. Mogoče sploh ne veš v resnici. Mogoče to dela. Ne dela. On pod vsak tvoj post komentira. Pod vsega pa ne. No, pa pod skoraj vsakega, vedno Ker vidim, jaz da njemu komentira. njemu vse res, pokomentiram. res je, ja. Jaz pa tu ful spremljam, kdo kam kaj komentira, berem komentarje. Jaz sem detektiv. Ja, sej, a veš, jaz Tako da, ko drugače bo njemu- Jan komentiral Edison Ray, bom jaz vedela. I love that. Ja, Tako da, no super, hvala, mi boš povedala, ne? ja itak, No, valjda. dober. Screenshot ti bom poslala takoj. Ja, kaj ne? Hvala. Ja. Tako da, meni se zdi ful pomembno, da to poveš. Sicer jaz sem pol prav razmišljala, ker jaz sem velik zagovornik tega, da se mogoče res enkrat usedeš s partnerjem, pa imata ta pogovor. Dejansko pač, kaj bi bilo zate varanje? Drugače, ne, se vse z Janom o tem pogovarjali že na začetku. Hotela sem reči, da midva nisva imela nikoli uradno tega pogovora, ampak sva ga imela. Okay. Ampak tako reči, tako čisto na začetku, tako da se sploh ne spomnim točno, kaj smo se pogovarjali. In kaj je zate varanje? Moj bog, a veš, da ne znam odgovoriti. Zame je varanje to, da bi se tipkal z drugimi bejbami, pa flirtal. Ja. Pa da bi flirtal tako, da bi kar nekaj videl, pa, a veš, da bi rabo biti tako, flirti. Jo, ampak to je ful težko definirati. Ful, ja. Težko je to, wow. Ful, meni je recimo pa simpatično, če moj partner flirti do drugih, pa jim vrata odpira, pa sem jaz tako. On je pa moj. Drugače po mojem, jaz bolj vem, kaj je za Jana, ker jaz... Vse, kar se ne zmeniš s partnerjem, pa narediš, je pol varanje. Ne? Ker jaz bi se lahko tudi kdaj zmenila z njim, ne vem, vse, lahko jih lepo gledaš, lahko se jih dotikaš, vse, ne vem. Je lahko, pač postaviš neke te meje. Ampak polka pa rečeš, nje pa ne, pol bi bilo pa varanje, če se bi je dotaknil. Drugače, mogoče je res tako še najlažji sprot te stvari ugotoviti. Zato dejansko je to ena taka stvar, ki jo ugotoviš sprot, ko vidiš, nekaj se zgodi in vidiš, da ti ni kul, in pa moraš to povedati. In reči, tako kot si se ti do une bebe obnašal zadnjič, meni to ni bilo v redu, jaz nisem prijetno v tem počutila. Ampak tu še ni varanje, se pravi, če bi tu skus naslednjič delal, pa je. Ja, pa se tudi to sploh ni varanje v resnici. To je samo nekaj, kar narediš, ker v bistvu imaš več teh stvari. Ni samo varanje pa nevaranje, ampak so tudi stvari, ki pač niso zares varanje, ampak so samo izdaja vmes. Ker tako, če imaš ampak to zdaj govorimo o tem, če imaš neke te monogamne zveze, če hočeš biti z enim partnerjem, pač včasih boš mogel tudi kakšen kompromis narediti, zato da se bo tvoj partner v redu počutil. Ja, dajte nam tle en lonček predstaviti v spodaj v komentarjih. Napišite, kaj je za vas varanje, neko definicijo, ne vem. Ful bi bilo zanimivo, če bi nekaj imeli. Zigar obstajajo definicije, me jih ne vemo. Pomagajte nam. Ja, ker evo, recimo primer. Zdaj sem imela eno snemanje v Kranjski Gori za en hotel, za hotel Špikevo. Shout out. In je bila fora, da so rabili eno žensko pa enega moškega. To je ta Čorčip je imel to, je za njih delal in je on že pač nekaj posnel tega. In Jan je šel drugače z mano, pa še ena moja kolegica je bila zraven, ki je kolegica z njim in z mano in je bila tako, da bom prišla zraven, zato da bomo malo hengali. In pol meni Jan tako prijem sva šla, tja reče, sam, se noš ti rabila s Čorčom lupčkati slučajno. In jaz skrenil, kaj s tabo, ne bova se valjda lupčkala. Jaz sploh na misli ni prišel, da bi pomislila, kaj je tazga. Yeah. In jaz tako pač ne. In pa sem prav videla, da njega res skrbi, da bi se res rabila zdaj z njemu lupčkati. Pa sem tako pač, ne bova se niti lupčkala, pa je bilo ful smešno. Kaj on tako reče, no zdaj gremo na kavo, da najprej se zmenimo, kako bomo snemali. In on tako reče, no v glavnem, z Lucijo leživa v posteli, se zbudiva in se zažvaliva.
V šali pač. Okay. In Jan? Ja, je kar plebledel. Sej sem jaz, pač jaz sem vedela, da se heca in sem se začela smejati in sem se tako Jana pogledala in sem tako. Ampak tako bi bilo ono, kada je vedel, da je pač Bog Jan, da je to Se pravi, če bi ti bila igralka, to sploh ne vem, se če ne sploh bi smela povedala, lupčkati. po mojem, ampak dobro. In kaj je najbolj ironično, zakaj sem to začela sploh govoriti? Zato, ker je on isti dan, ki je imel to, ker on je pa, veš kaj, on pa meni rekel, on je maščevalen, pač on je res maščevalen, kar se tega tiče. On je rekel, če se bi pa ti z njemu lupčkala, povej pa jaz posnel video spot, ne, ker on je glasbenik, povej pa jaz posnel video spot in bi se s 3 lupčkal. In sem tako, kaj je sama narobe? in kaj pa tebi to ni v redu? Ampak fora je v tem, da, ne, poslušaj to, on je potem isti dan, se z nekom lupčkal. ne, dobil je pač eno ponudbo, bomo videla, bo kaj iz tega ali ne, Za ampak eno seks. ponudbo za nek snemanje enega videospota, kjer bi on nastopil z eno bejbo, s katero bi se mogel lupčkati. Ampak jaz sem bila pa tako, ker je bila dejansko ta situacija, ker ni, samo v teoriji, ampak jaz sem bila tako, če se bo to zgodilo, če ti to dobiš, ful je dobra priložnost zate, se boš pa pač lupčkal z njo. Mene, recimo to, zame to ni varanje, zaradi tega, ker je na snemanju, zaradi tega, ker je pač to služba in če boš pa zdaj, ko se boš pa lupčkal z njo, se zaljubovano, to, da me boš pustil, po pa ne morem biti s tabo niti, pa boš, da zdaj izvem, potem, ko bova poročena. A veš, kaj mislim, ne vem. Jaz ful drugače grem na te stvari, ker za njega recimo, za njega bi bilo to pač tumač, da bi se mogla z enim lupčkati, tudi če bi bilo samo za neko snemanje. Za mene, če se mora on z enim lupčkati, mi ni problem. Ampak mi pa ni problem, recimo jaz ne bi nikoli šla čez to. Če on meni izrazi, da njemu to problem in da bi njega to toliko zmotil, bi pač rekla, ne bom se lupčkala, sorry, ne moram se. Ja. Ne vem, kaj bi mogel biti, da bi... Nimaš tega vzgiba, ki ga imajo eni, pa tudi jaz sem ga imela fulkrat v preteklosti, da mora biti fair. Fair mora biti. Če se ti lupčkaš z nekom, se pa tudi jaz lahko. To ni resnica, glih, ne? Pač jaz nimam, jaz tega nimam. Zaradi tega, ker se mi zdi okej, da imava različne meje, a ne? Ja. In evo, tukaj za lupčkanje jaz lahko pač iskreno rečem, da če bi se on mogel tam z eno lupčkati, pač ta flak, kaj pa ne. Ja, no, super, pol bo sprejel veš. tu za ta videospot. Ja, sej pač bomo videli sploh, kaj bo s tem. Nočem preveč reči, zaradi tega, ker je itak še tako čisto v povojih. Okay. Ampak ja, lej. Ko bo pa on snimal zase video, potem pa isti tak noter nastopala. Tako da to pa sploh. Se bo pa stava lupčkov. Se bo pa z mano lupčkal. Ja, izbudil posli in zažvali. Zato ja, veš, če ima on izbiro, pač mora izbrati mene. Ampak če pa nima izbire, pa kaj bom pa jaz zdaj tle stala na poti pač njegove kariere. Ti pa sem zraven na snemanje, pa jih tako gledal. Isto. Se po moje, ampak se jaz vem, da drugače, mislim, on je meni rekel, da njemu bi bilo neprijetno, da bi se mogel kar z eno lupčkati. On je bil čistko v stiski, pa je bil tako, lih dac, ko sem jaz te rekel, da se ti ne smeš super, bo zdaj jaz to dobim. In je bil kar tako, se tako ne skrbi, lej. Ali pa recimo, zdaj sem bila na eni masaži, a ne, in jaz kojem pač, ful je bilo dober, ful ti priporočam, še iz tvojih koncev in na dom tudi pride pač kontaktirijo. In on tako, jaz sam, a ne bi bila ti ljubosumna, da mene bejba masira? Wow. In jaz tako, ne. In on bi bil ljubosumna, če bi mene ti masiral. Tukaj mi je pa že tako, pač, ne vem. Čeprav mene pa v resnici tudi bolj prijetno, da me ženska masira, ampak kaj pa, če boš mogla iz zdravniku in bo bil moški ginekolog in ti bo dal prste v piško? Po moje bi po moje bi preživel, ne. Ampak zihar bi mu bilo, ja, po moje bi mu bilo malo tako. Okay. Sam tukaj pa res nič ne more, tukaj pa pač sorry zdravnik. Ja, tudi za masažo, ma ne vem, mislim, a veš, ampak se če je alternativa, da bi lahko ženski, pač bi šle... Okay. Tako sem, ne vem, to so take stvari, ko mi ni problem se prilagoditi, veš, kaj mislim. Ja. Ampak če bi pa recimo dobila, ne vem, ponudbo za zastonj masažo, ker ta masaža je bila dejansko, kako, joj, bi jo ful plagala, pa se ne spomnim. Bomo vam plagali, takole nekako napisali bomo, Miha, zapiš si številko ure in vse in bomo napisali. Res je bilo dober. In v bistvu tudi na dom hodi in bomo v Ljubljani vsake toliko časa pač tudi masaže, ker drugače tam iz Gornje Savinjske ali kje. In še rejki dela in mi je najprej še rejki naredila in jaz sem dejansko pač prav tako res odklopila. In če bi recimo moški poslal in bi rekel, ampak če bi mi ti poslal in bi rekel, prid za to na masažo. Tu meni skozi pišejo, nikoli ne bom šla na zastonj masažo. Ja, malo mi bi bilo. Pa se veš, če je profesionalc, če je profesionalc, pa pač sem veš, joj, ne vem. Če bi videla na Instagramu, da bi bilo vse tako prosti. Enih teh influencerjev moških, pač dej masere, ne vem, Andreja Pavličeviča, ali kaj jaz vem, nekoga drugega, ne? Razumem to, ja. Zakaj bi glih tebe hotel? Ja, v bistvu. Ja, zato, ko imam doseg, a veš, ja. plagaš pol.
Ja. Ne vem, v glavnem meni je to všeč, jaz sem ful vesela, da lahko dobim tako za ston masažo in hvaležna za to, ker pač to je pa... Pa glih najboljše bilo to, ker sem jaz glih razmišljala, 2 dni preden je ona meni poslala, sem se z eno kolegico, ki me ponota ona masira, sem se menila za masažo in nisva nikakor prišle skupaj z urniki, ali ona ni imela časa, ali jaz nisem imela časa. In pa mi ona napiše. In pa bilo še tako v ponedeljek, ko sem jaz dejansko sem imela čas zjutraj, ampak sem tako tako največ imam dela, tako ne vem, če si lahko prosiš masažo. Ja. Pa sem si jo in pa smo se še pogovarjali in je rekla, veš, ženske si premalokrat vzamemo čas. Ja, definitivno. In je rekla, da masira enega podjetnika in je rekla, on ima 2-krat na teden masažo na domu. Rekla, pa itak mora računati potne stroške, nekaj je on tako iz, ne vem, iz Maribora in je rekla, in je rekel, če so vse za te potne stroške, kakor so, jaz to masažo imam in je rekla, da ima to vse tako zrihtano in nek hard podjetnik in ne vem kaj in skratko. To je the life. Ja, inspiracija, to bom jaz enkrat, pa ti Ja. tudi. Da mi pride nekdo 2-krat na teden zmasirati. Ja. Rekla, ne vem, v torkih ima čistilko, sladko. Ja, Ko mi čakam, da bo to moj life? Zdaj sem se spomnila, nima veze z varanjem, ampak na erotičnem sejmu enkrat, ko nas je kiropraktik popokal. Se res. Pač, jaz ne vem, sej ni to nič erotičnega, ampak skladalo se je s tem erotičnim sejmom, ko meni je res skoraj prišlo. Pač to je bilo pa nekaj neverjetnega, kaj ni bilo. Drugače je bilo hudo, ampak ja, upam, da ne gleda tega. Sam meni je bil tako njegov vibe mal preveč tak usiljiv. Sorry, meni tudi drugače. In mi je bilo pa tako mal pasalo. neprijetno. Meni je dobro mi je bilo, ampak mi je bilo neprijetno. Če ne bi že vseh vas prej, jaz ne bi bila tako, no, jaz si ne bi upala, da se me dotika, ker mi je bilo tako, ne vem, tako mal posebno energijo je imel. Pa se je, pa sej, mogoče ni nič slabega hotel. Pa mogoče Dejansko smo bili glih na erotičnem sejmu, Ja. kjer so tako fukali ljudje zraven nas, ampak lej. Ja, tako mi je bilo mal. Ampak ja, to nas je dal na stole je dal v vrsto, nas dal gor in nas polomil in je bilo dobro. Ful je bilo dobro. Tako da hvala za tisto izkušnjo. Bilo je Ja. veliko mešanih občutkov. Mal si čuden, ampak hvala ti. Ja, ne, pač, sorry, tako je bilo. Ja, se res. Ja. Okay. Okay. Tako zdaj v bistvu smo v čustvenem varanju, fizično varanje pa mislim, da ne rabimo glih kaj preveč razlagati. Čeprav, Je evo, varanje, če te lupčkanje. nekdo poboža. Ja, odvisno s kakšnim namenom te poboža, ne? Božanje. Če te tako nekako pod mizo poboža neki na skrivaj, to je čudno, ne? Ja, absolutno. Če te pa tako poboža, ko se je ful jokaš, pa jaz sem tako, joj, nekaj je v redu je, tu pa ni varanje. Recimo, ne? Ja, ne. No, Ja. ok, cool. Ja, tudi tukaj so pa te neke... Ja, grab her by the pussy je recimo varanje, ne? Recimo. O moj bog. Najslabši možno. Dobro, da sem se že navadila, da čisto vsaka nesreča je dober content, ker drugač bi se pa zdaj le mogoče zjokala. Zadnje 2 dni mi gre vse narobe, ampak v resnici sem ful srečna. Zdaj bom pač takole. Sam to, da veste, za vse, kar sam poslušate. Sara si je lihkar vso kavo, ki jo je imela v lončku in kar je ni mal, zlila direkt v piško v naročje. Prav dejansko. Daj si neki čez, ker to... Ja, kaj pa naj zdaj naredim? Ne vem, neko deko si bo... Hvala. Intervencija. Da ne boste gledali tle zdaj tega, malo je neprimerno. No, tako. Lih ta prave barve je bila tale kava zdajle. Pa še svetle hlače In ima. smo nazaj. Ok, no, glih Ok. prav. Zdaj pa na vrsti tale načrt. Kaj narediti, če sumiš, da te nekdo vara? Ga boš ti ali ga jaz? No, daj ti. Si ga hodila ti? Ne. Ok. In potem je ena bejba delila cel načrt tega, kaj narediti. A. Predvsem nikakor ne pokazati svojih sumov. Lahko sem nekaj povem. Ja. Tako začne se še tako smiselno. Ampak je pa tako skozi vel crazy. Okay. Grem kar naprej, ali bova kaj pokomentirali vsako? Lahko greš naprej. Pa bova kakšno čudno pokomentirali. Ja. Pač to, da ne pokažeš svojih sumov, ne vem, no. Koliko časa se bo lahko delam, da ne pokažem sumov? Če mislim, da me vara, jaz takoj vprašam, kaj je zdaj? Ja. Ampak, a ne glih to, če boš nekomu rekel, a me varaš? Itak da bo rekel, da ne, če že skriva to pred tabo. Jaz bom valjda točno vedela, da se laže, ko bo to Boš. rekel. Ja. Delaj se, kot da je vse v najlepšem redu. Nobenega gnavljanja, božanje srčka dragega, da se počuti varnega. Wow, kera kača. Ja. C. Zdaj se pa začne. Prebrskati mobilca. Stalno opravilo. Mogoče naložiti kak spy program. Oh, Jesus Christ. Tu, take it with a grain of salt, ko mogoče je tam mal. D.
prebrskati e-maile, pomembno je vedeti geslo in vse profile na socialnih omrežjih. Tudi je pomembno vedeti geslo. Ampak pač, kaj pa, če ne veš gesla, kako pa... A veš kaj, meni se zdi, da ima večina žensk, in jaz nažalost tega skilla nimam, ful dobre sposobnosti, pač tako FBI sposobnosti za te stvari. Mislim, obvesli, ne? Ker jaz včasih kdaj vidim na TikToku kakšne videe, ko ženske odkrijejo take stvari z najmanj možno informacij in sem kar tako, how? In pa so vsi komentarji, ja, to vse ženske zmorejo. Sem veš, ko jaz to pobojam, da ne zmoram. Ja, pa Ampak moje ja. pa, da ja. Samo se ti tam odklen začne. Vesolje ti kaže, v katero smer moraš iti in to je to. Mogoče sam nisem bila še v pravi situaciji, da bi Ja. rabila to odkriti. Ampak ja, Angažirati prijateljice, da špionirajo za njim v službi, po lokalih mu sledijo z avtom in seveda fotoaparatom. Jaz tega nisem doma še prebrala. That's crazy! ja. Pa recimo, Prvi kaj pa korak imej angažirati... prijatelje. A? Prvi korak imej prijatelje. Pa, kaj če jaz tebi rečem, recimo, da mu ti pišeš, pa rečeš in pol vidimo, kaj ti odgovori. Ja, to je drugače. To se mi pa zdi, da je kar pogosto uporabljena taktika. Ja. Jaz poznam veliko primerov, Ja. da se je to že Sam ne vem, uporabljalo. zdaj ne bojo več padali na te fore, že vejo. Ne, sam ne smeš uporabljati ene kolegice, ki jo poznajo. Ali pa moraš uporabljati kakšno kolegico, ki ima kakšen fake profil. Ja. To pa to se mi zdi, da ni tako težko najti. Ja. Tako da, ja. Ok. Sam kaj pa, če je on zvest v ni svoji ljubici? Ne bo padel na to fora. Ja, sem res. Ja, ne, pa tudi to je treba v zakup vzeti. Ok, potem en komentar. No, če ti točke C in ne grejo najbolj od rok, to pomeni, da nimaš gesla, da nimaš prijateljev, lahko angažiraš detektiva oziroma profije. No, to. In pol. Ko boš končno ugotovila, da te resnično vara, potem pa F. Bodi tiho o tem odkritju, pa čeprav boš eksplodirala. Bodi hladna kot špricer. 4 klicaj. Pridobi strokovno pomoč, kako doseči to stanje, če sama ne moreš. Jesus Pač to je full-time job. To je meni tako crazy plan, ker kdo ima cajt se toliko s tem ukvarja. Jaz mislim, da je ona na koncu 100% ugotovila, da jo vara. Ja, koliko to je? A ne bilo, ne vem, no, meni se to zdi preveč Po dela. mojem, če si z nekim tako psihopatom ali pa neki, tu pa mogoče pa res nikoli ne moreš vedeti, veš, pa moraš pa res detektive angažirati, ne vem jaz. Sem to moraš biti tudi malo psihopat, da to vse greš lotati. Ja, se. se definitivno strinjam, malo in neki moraš biti, ja. Ok, G. Ful mi je dobro, da nisi tega že prej prebrala. Ja, z namenoma zgleda. G. Načrtuj primerno maščevanje. Ok. Ja. H. Bodi še naprej najbolj sladka z njim, da ne bo zaslutil ničesar. I. Skopiraj vse dokumente o premoženju, uniči njegove dokumente, skratka, pripravi se na uspešno ločitev. J. Posvetuj se z odvetnikom o korakih ločitve in pripravi vso dokumentacijo. K. Izvedi maščevanje, morda ob zasačenju ali kako drugače, stvar domišljije in okoliščin samega varanja. Ni enotnega recepta. L. Flikni ga čez prag s pakiranimi kufri. M. Začni izvajati program pod J, se pravi tu, da se z odvetnikom pogovoriš, pa da imaš to dokumentacijo in vse. N. Pogovarjaj se o materialnih zadevah in čim bolj uspešni, tudi čim krajši izvedbi načrta pod J, ker bo zasačen s spuščenimi gatami bolj pogajalsko mehak. Jezus. Ampak to je zdaj sam, če si poročen, pride v poštev. Kaj, če nisi poročen? Še vseeno, mu uničiš vse dokumente in pobereš vse premoženje. Ja. Wow. To je kaj iz enega filma načrt. Mogoče je to dejansko dobila idejo iz kakšnega filma, ta oseba, ki je to napisala. Crazy. Bi se lotila kdaj na tak način. V lifeu ne bi se lotila jaz tega na tak način. Če bi jaz sumila, da me vara, ne? Aha. Se na tak način 100% ne bi lotila, jaz bi najprej vprašala, pol bi pač rekla, le, v redu, sorry, posebne okoliščine kličejo po posebnih ukrepih, prosim, če mi zdaj takoj pač daš telefon, drugač bom mogla iti, ker jaz ti ne zaupam. Tu je druga točka. Tretja točka pa, če bi me tu še tako mučilo, še zmeraj, pač tako ne morem biti z njim, pol, ne, kva.
In nima veze, ali je tu res ali ne, in greš. Tako si zdaj mislim. A si kdaj sumila, da te kakšen partner vara? Ne. Ne. Ne, si ti? Ne. Tako da, Ne, res nisem. kjer smo neprimerne za govoriti o tem? Jaz sem imela same take partnerje, ki sem bila skozi z njimi, veš, doma, ne vem. Tu ni imelo nobene velike možnosti za kakršnokoli varanje. No. Nimam teh izkušenj. Mislim, moj bivši je drugače ful hodil naokrog na žurke, brez mene, ker jaz nisem hotela hoditi na žurke. Ja. In me je bilo tako pač pej, sam jaz ne grem, ne. Pa ne vem, nikoli mi ni dal razloga, da bi sumila. In sem si tudi mislila, pač, če pa boš, ne vem, jaz sem kar mislim, bom že ugotovila in pa boš šla narazen. Jaz mislim, da vedno nekako pride pol do tega, da je nek breaking point, če se to res dogaja, ne, da ti posumeš, pa pol ugotoviš. Da tako, če pač res nimaš suma, po moje, da te pol ne vara. Ampak veš, kaj pa v uni primeri, ko imajo eni moški, največ tudi ženske, dvojno življenje. Veš, ko ima ženo v enem mestu, pa ženo v drugem mestu, pa otroke kukar, in pol ima kukar službo na poti in tu je kar en teden pa enemu, en pri drugemu in sploh noben nič ne ve. Crazy shit. Ampak to je tudi mogoče iz filma. Mogoče, ampak ne, jaz sem že slišala za take primere sam. Pa jaz ne verjamem, da kar ne vejo, pa ne sumijo nič. Ali? Ja, jaz sam pa pač mislim, mogoče da ne more lahko. dokazati. Ali, ne vem, Ker kako kako je to pa boš rata. ti vedela, če gre v Avstralijo za en teden? Kva dela tam? Ja. Ampak kar ne veš, ne boli. Ja. Ne, se to je drugače grozen. Mislim, grozen je, ampak vse kako pa boš vedela? Ja. Ne boš vedela. Kje smo? Sam veš, kaj se meni zdi? To je zdaj, ne vem, moja teorija. Ampak, če nekdo vara, je pol ful bolj točno ve, kje so te forice, ki jih uporabljajo ljudje, ki varajo, zaradi tega, ki jih on uporablja. In pol ti skozi naprej meče, da ga varaš in da delaš to pa ono pa tretje, zaradi tega, ki projicira. Velikrat sem že slišala primere, ko je en skozi obtoževal svojega partnerja, ti pa to delaš, pa sumu da vara, na koncu je bil pa lih tisti, ki je varal. Ja. In to je tako, jaz se mi zdi en tak zelo dober znak. Ja. Drugače ti najbrž sploh na pamet tako ne pride velikrat v življenju to, ne? Ja. Good point. Tako da, če ne delaš nič narobe, ponovadi tudi pol ne obtožuje. Ne razmišljaš o tej stvari. Točno to. Ja. Če pa nekdo zdaj tebe skozi obtožuje, da Ti ga ni varaš, vsaka stvar, če ne varaš, pol ti ni najbrž vsaka stvar, ki jo naredi tvoj partner, ker nek znak. sumljiva. Ja. Ja, se to. Polo pa še ne par komentarjev od spodaj, ki te bom kar prosila, da jih prebereš, ker so tako kar zanimivi. A tu so ločeni komentarji zdaj, ki so tle napisani, Ja, vsak posebej, ne, kjer to je en presled, komentar en bil. komentar je tu. Ampak v glavno napisala sem, da je veliko ljudi rekel, da naj ga ona zasleduje in sem pol enega od teh izbrala, ker je tako. Zasleduje. Sploh ne vem, kako to izvede človek. Kdaj in kako misliš, da te vara? Če je to v službenem času, med pavzami, imaš možnost edino, da ga 1 ali 2 tedna v času malce zasleduješ. Če misliš, da je to po službi, ga zasleduješ takrat. Če je to zvečer, ga zvečer. Moja prijateljica je zasledovala enkrat zvečer in ga je točno dobila, ko je odšel k eni ženski domov. Ker telefon je bolj tak, pameten bo vse skrival, pa če so v igri prostitutke, itak ne boš imela kaj najti. Na tvojem mestu bi naredila vse, da izvem, če se meni blede ali se dela norca iz mene. 1 mesec si daj in bodi pazljiva, posveti se vsem možnim, potem da ga odkriješ. Ne razumem tega, ampak ja. Če v tem mesecu ne bo nič, bi bilo bolje zate, da se umiriš. Mogoče te pa samo hoče delati ljubosumno in te malo pika, potem pa zatrjuje, da ni nič. Premalo si sploh povedala o konkretnem primeru, ker so zgodbe joši baš različne, točno toliko, kot so različni odnosi in smo različni ljudje. Ker v tem primeru, da bi bilo vse isto, ne bi mogli obstajati ljudje, ki desetletja varajo brez vednosti partnerjev. Ja. Tole je dobro povedala. Ja. A bi šla zasledovati, če bi sumla? Da nekaj, Fak, veš ali bi kaj, sam posedla ga res, ti bi bila tako. Jaz se ne morem zadržati, se veš, ne? Meni zletijo stvari iz ust in pač jaz skrivnosti niti slučajno ne morem zadržati, že navadnih, neškodljivih, ko šele nekih takih, tako, ne? In ko bi bila priložnost, jaz se ne bi mogla zadržati, ali pa ko bi bil prvi krek, ko bi prvič jaz ven padla, bi bila tako, varaš me, ne, razumeš? Ja. Jaz res, tu ne morem se zadržati, tako da tu bi zihar bilo zasledovati, pa ne, po moje, da ne vem. Itak,
kako bi ga pa šla zasledovati strolo? Gledala sem reči, ti še avta nimaš. Ja, niti izpita, kva peš ga bom zasledovala. Pa on bi imel verjetno avto, ne? Jaz Bi se sem lahko prepričana, odpeljal? da sem jaz malo čarovnica in da jaz tu vem. In ko se bo tu zgodilo, bom jaz vedela. Res jaz to mislim. Ja, drugače. Ja. Ga bi ti šla zasledovati? Ne. Ker se mi zdi škoda mojega časa in energije, iskreno. Ja. Pač, Misliš, da ko se ti tu dogaja, da si pol v resnici tako v stiski, da pač mogoče pa možgani pol vzamejo čisto vsako možnost, ki jo imajo, da ugotoviš, če te nekdo vara? jaz bi šla po mojem res pregledovati telefon. Pa nisem tega še nikoli naredila, ker nikoli nisem imela nekih takih sumov in se mi zdi to res poseganje v zasebnost. Pač res se mi ne zdi prav, da nekomu gledaš v telefon, pa imam geso njegov, lahko gledam kadarkoli njegov telefon. Ampak ne bom iz principa. Ampak če bi pa sumla, se mi pa zdi, da ponovadi, če nekaj sumaš, imaš prav in moraš pa sam tiste dokaze najti. In ja, ne vem, če bi se mi dal zasledovati ga. Ker bi bilo tako I'm a busy woman. Nimam jaz časa zdaj tam špionirati za njemu in tudi ne vem, kako bi ga sploh. Zdaj sem videla od Ane Mačič Kotnik, je rekla, veš, kam moraš ti pogledati, ko greš v telefon Ja, od ja, od moškega? frendov. Učet od prijateljev, to je 100% resnica. Ja, ne, to pa vem drugače, ja. Zato, ker če ne kako boš najdel? Ja. Kaj je tega preveč? Okay. Veš kva? Kaj če bojo te epizode vsi moški dobili, tako bojo se naučili? Kako Kako varati? Ja. No. You're welcome. Pol nisi nikoli gledala. Pa v moški, pa se telefon. imaš pol tudi ženske, ki varajo. Ja. Da zdaj smo nefera, ne? Ja, naučili se bodo vsi. Vsi se boste naučili varati. To je v bistvu epizoda o tem, kako varati. Bo tako naslov. O moj bog. Lahko je. Ne vem, je to. Ja. Ne, drugače, da ne bo kdaj zdaj mislil, da podpiramo varanje. To je bil joke, ker ga pač ne. Ne? Ja. Mislim, ne ja, ampak ja. No, tako da ne varati pismo. To je v bistvu, ne, to je epizoda za tiste, da boste zaupajte svoji intuiciji. Jaz res mislim, da je treba zaupati svoji intuiciji okrog tega. In če hočete zasledovati, ga pa zasledujte. V resnici sploh ne vem, če lahko obsojam nekoga, če sumaš, da vara, da narediš potem, kar rabaš ti, zato da boš prišel tem stvarem do dna. Ja. Pač meni se ne dal, ampak kaj pa vem? Pazi, veš. Ta specifičen, ki je bilo tu, da ga taka je napisala cel plan, ne? Ja. Mogoče je tu res pač potrebno, ko si poročen. Zato, ker ti ga moraš sfukati, pol, ne? Tu se ločati, ker on ti bo še skakal, ne vem, v narobe. Res, ja. In ti moraš imeti prej izbrane vse fakte, vse dokaze, vse slike. Ne? Mogoče sploh ni to crazy plan. Ja, poročene ženske. Povejte, če vam je ta plan všeč. Ampak se drugače po eni strani, zdaj, ko tako razmišljam, ja, valjda moraš biti najprej, ne smeš takoj vseh kart pokazati, ker če ne bo pa še bolj skrival. Pa bo pa res brisal vsa sporočila. In Ti ga pol ne boš imela dokazov za ločitev. Ti moraš biti tako res, ga moraš v neko tako varno zavetje spraviti, zato da spusti all the guards are down, misle, nič ne sumi in pol rata nepreviden. Evo, pa smo pa šli do tega, tako da če si tu ti napisala, good job. Good job. Ok, pa imamo pa še en predlog, preberi, prosim. Obstaja ena zahrbtna varianta, da ugotoviš, vendar moraš počakati vsaj en teden in se delati, kot da ni nič, tako da mu daš občutek varnosti. Potem ga posedi. Najdi puls na roki, čutiti moraš biti njegovega srca in mu oči reči, da si ga videla z drugo ter da veš, da te vara. Ja. Če puls naraste, je skoraj očitno, da ima drugo in enako kot to lahko vržeš na finto z drugimi stvarmi. Ja. Ne. Kaj ne? Ne. Veš, koliko je razlogov, da ti puls naraste? Pač v Ne, takem tu primeru? da ti puls, nisem, tu, jaz si tak, tu ne čutiš glih. Pa Veš, tudi tako je tako, malo- a veš, ti lahko rataš tak čuden, pa malo zašvicaš, pa rataš malo nemiren. Že samo zato, ker te je nekdo zdaj tako zaslišal, tudi če se zlaže, si misliš, Ja. kva pa zdaj temu človeku pere, ker ti lahko dobiš čist iste reakcije, kot če si guilty, tudi če nisi v tem primeru. Pač meni se to zdi tako. Ampak, če te jaz posedem in ti rečem, jaz mislim, da na obrazu vidiš, če te jaz posedem in ti rečem, vse vem. Vse sem tu rabaš reči. Ja, to Vse je- vem. In pol vidiš, če kaj reče, ali pa ne, kaj pameten bo rekel, kaj veš. Kaj pa ni pameten, bo pa začel kar sam razlagati najbrž, ne?
Ti se ne smeš pustiti. Moraš biti sem tako, lej, vse vem, pač lej povej in to je to. In pol, če res tako po 5 urah prideš do tega, da ti nima kaj zapovedati, ne? Pa ti da crazy one. Ne, pol rečeš, vem, da mi pripravljate presenečenje za rojstni dan ali nekaj. A smisliš si nekaj, si vsem. Drugače, ja. Ta je meni kar v redu, ja. Ja? Ja. Ne, ta tako. Pač ne s pulzom, ampak tako. Ta s pulzom je čisto... Ja. Ampak ja, drugače mogoče... Ampak to moraš imeti res zelo močen sum že. Moraš biti tako že krvno... Veš, kaj je ta slovenska, ampak ta slovenska, kako Slovenci preživljajo prosti čas, da si doma zuno napravo merijo puls, ne, in vmes, ko se usede tam po kosilu, pa si bo zmeral malo puls, mu rečeš takrat, pa bo samo zračunala. Pritisk je to, ampak pritisk si merijo, ampak je tudi puls noter. Shit, no jajva. To je kar dobra ideja. Smo že tle pri instinktu, ja. Če imaš občutek, da nekaj ni ok, ustrajaj. Moj je skrival mobitel, hodil z njim povsod, še na WC. Do mene je bil nesramen. Za vsako malenkost je uskipel in norel. Vsak dogovor je prelomil, vse, kar sva se zmenila, je šlo mimo. Nato sem preverila telefonske izpiske in ugotovila, da je kar obilico klical na eno telefonsko številko ob nemogočih urah. Zjutraj po noči SMS-i, MMS-i in podobno. Nisem ga zasledovala, nisem se šla igrič, ampak sem ga posadila in mu telefon dala pred nos ter čakala odgovor. Na koncu sem gospodično poklicala in je razložila, da ga lahko obdrži. Kar pa je seveda ni zanimalo. Instinkt je nekaj, kar moraš upoštevati in zagotovo se obnaša drugače kot ponavadi. Nekaj je. Ja, agreed. Pa tudi ta s telefonskimi spiski, pri nas v družini, ne, se je, veš to zgodbo, ne, o varanju pa to. No vem. Kaj se je zdaj nazadnje zgodilo. V glavnem ne morem zdaj izpostavljati točnega družinskih članov in vse, ampak en izmed družinskih članov je varal svojo dolgoletno partnerko, ok? To jaz ne vem, to mi špol mogla več povedati. Itak, da veš, takoj boš vedela, kaj ti jim povedala. Okay. V glavnem, in je točno tako po izpiskih bilo, ko je gledala in je bilo ful nekih teh številk različnih, mislim, ne različnih ista. To bom jaz zdaj ful neumno vprašala. Ampak dejansko, to še ti lahko za telefonski, pač tako mobilni telefon, ti lahko dobiš izpiske, kire klice se je opravljalo. Ja, jaz mislim, da jih... Ker jaz to nisem vedela. Jaz sem mislila, da to se je v starih časih na tem stacionalnem telefonu lahko naredili. Ja, ne me zdaj držati za besedo, meni se zdi, da je, ja. A ti, kjer odvajo, veš? Še sploh, če so veš, da nimaš tako paket, ker ga imamo midve, da je neomejen paket, ne? Ampak da imaš paket, kjer se ti zaračuna po sporočilih pa po minutah klicev. Tu pa vedno na izpisku piše. Ja, to pa nima noben reč, kakšna stara mama. Ja, sej. Ja, no, jaz sem hot mobila, veš. Ja. To ne moreš ti ponudnika poklicati, sploh ne vem, koga kličeš, pač Hofra ne moreš klicati, ne vem pa, kjer ima, ne vem. Ampak no, vsi po mojem se da, to se da pogooglati, v glavnem. To je dober način, ta za instinkt poslušati pa to, ta se mi zdi kar smiselno napisala. Sicer, ta je pa zmer kar dober, če mene vprašaš. Ja, ne? Sicer sigurno kdo zna to dobro skriti, da pač ne veš, ampak pa tudi sumaš ne in nimaš razloga, da bi iskal, tako da v resnici. Ja, jaz mislim, da pred mano ne more tako dobro skriti, da ne bi jaz vedela. No, evo pa še zadnji. En je predlagal celo test laži. Če bi moja partnerka imela velik dvom, da jo varam, bi sam predlagal, da greva na poligrafski test, če misli, da bi ji to pomagalo. Nimam kaj za skrivati, ker nisem varal. Stane okoli 800 €. Bilo bi pomembno, da ko bi bil test negativen, bi potrdil, da nisem varal, da ona temu zaupa. Ali bi temu zaupala? Se pa strinjam z ostalimi, ki pravijo, da se na partnerja, ki vara, ne moreš zanesti. Laž jim je normalna. Vem, ker sem že bil prevaran. Imel sem srečo, da je moja, ko je varala, tudi odšla z novim tipom. Sam verjamem, da se v resni zvezi, če pride do takšnega občutka, ki ga imaš ti, partnerja usedeta in se pogovorita. Sta pa ja v vezi. Jebem, ti poligrafi, tu pa meni tako scary. Zakaj? Pa ne zato, ker bi bila zlobna in grozna, ampak jaz imam tukaj enih skrivnosti, pač ne o sebi, tako, pa ne grdih skrivnosti, Lucija. Pa kako pa misliš, da se bodo to spomnili vprašati, če ne vejo, da je čisto skrivnost? Se ne vejo, kaj vprašati, da bodo dobili to skrivnost ven iz tebe. Se to ni, to poligraf ni, da boš kar naučila. Ja, recimo, vpraša me, ti je seksi tvoj sodelavc. Ja, pizda, kaj naj ti rečem? Ne? Rečeš pa ne samo on, pa še marsikdo mi je seksi. Ja, to je resnica. Ja, no. Ja. In to si zdaj že priznala na podcastu. Da... Kdo pa je moj sodelavc? Jaz imam sem sodelavke. Ja. Kdo pa ti je zdaj seksi? To je bilo teoretično.
mogoče moramo da tudi ven. Pač, kaj to ven? Ajde, kje smo? Sari je všeč njen teoretični sodelavec. Pač veste kaj, meni je všeč, da smo si ljudje všeč in meni je tu ful lepo, da pač imaš ekipo in da smo si vsi všeč in smo veseli, ko delamo skupaj in top. Ne? Super. Ti si tako posrečena. Moj bog. Ja, meni se tale spolijo s tem testom. Nisem vedela, da stane 800 €. Res nisem vedela, da to lahko kar greš, pa plačaš 800 € pa ga imaš. Ja. Niso pa tudi 100% zanesljivi, ja, ne? To je tudi treba vedeti. Ti lahko... Zelo so zanesljivi, drugače v resnici. Ja, ampak recimo, če bi bili toliko 100% zanesljivi, bi lahko na sodišču rekel, pač ta test je naredil in to zdaj velja, ampak ne velja. Pač na sodišču ti tega ne moreš velja uveljavljati. zaradi tega, ker eni, ki imajo res močne psihopatske pa tako tendencije, ga lahko, pa da res vadijo, ga lahko premagajo in zaradi tega ne more biti tudi deciding factor. Vem, ampak tudi, no ja, si za kakšne take lahko vprašanja bi še šlo, ampak... Ne, I don't think it works that way. Si gledala kdaj te, kako je, forenzične neke stvari, Jaz ne vem to sovražam, a veš, ko imajo te intervjuje s temi slavnimi osebami, Ja. imajo ta test. In polovico časa sploh ne povejo, zdaj, a se laže ali se ne laže. Tam samo ga malo pokaže in se tako malo nasmihne. In To pol sploh pomeni, da se vem. ne laže. Ja, ampak včasih ne vem jaz zdaj, kaj je ta prav odgovor. Ful je tako ni Ja, straight to tu the jim point. reče, I tako hate kot it. ti rečeš gostu na začetku, ki pride sem, lej, če boš kaj hotela dati ven, pač damo ven, ne morajo to oni prisiliti, pa dati tam gor vse, kar Ja, če, ne. krniki pol to. Bi se šla kdaj poligraf tež, če ti tako rečemo? Ti nimaš nobenih skrivnosti. Da bi imeli mi vroči stol s poligrafom. Shit, ko sem glupa, zakaj bi to predlagal človek? Meni je tudi tako scary. Drugač, meni tudi to ne bi bilo všeč. Kako bi še jaz vedela, kaj je v Pa sebi? veš kaj, Pol, kako boš ti dokazal, da se ne lažeš, če una reče, da se lažeš? Ker se ti lahko, včasih ti je lahko sam, ne vem, neprijetno, da je kakšno vprašanje. Ja, ampak ni tako. Oni najprej preverijo, koliko ti je neprijetno. Se pravi, ti imaš nek baseline neprijetnosti, ko prideš na ta poligraf. Okay? Se pravi, tvoj baseline, namesto da je tle, ko je ponovadi, je tle in oni to vejo. Ti si že itak živčen. In oni ne gledajo odstopanja od tega levela, ampak gledajo od tega. Fora je pa, da pač tu se ti kao cel v telu zakrči in ko se ti ta mišica naša, ki je noter, imaš ta dva analna sfinktra. Wow, tu je pa zdaj nek infodumping autističen, ampak noter imaš dva analna sfinktra in pač taka je vzgoraj, ga ne moreš nadzorovati, tega v spodi pa lahko. No, in pol v povezavi s tem se ti pač anus zakrči in ti imaš neke odzive telesa, tudi tle, ko se ti tu zakrči in tako oni vejo to. Daj nekaj. Crazy, ne? Jaz sem najprej sicer mislila, da ti nekaj v red dajo, ampak Jaz ko sem se to to malo zdaj- raziskala, ni res. Noro, ne? Wow. Ja. No, nočem iti na ta test. Ja, jaz tudi ampak ne. evo, lej, če koga sumte, očitno je to full bolj legit, kot sem jaz mislila. Ja, Ker jaz sem to vedno tako vzela z ne vem, 70% ni igra, ono je igra, kako kupaš v baby centru, ki je tisto, veš, kao, a tisto ja, ne, ampak... Ne, ker jaz, a se spomniš, enkrat je bila na televiziji oddaja, ker so pač ljudje dali na ta test. In meni je bilo to tako, meni se je to zdaj tako enostavno, zato ker če se zlažeš, itak še zmer pol vejo, kaj je pravilen odgovor in zakaj bi potem vse po pravici povedal. In se mi je Ja. zdela tako enostavna igra, ker vse samo pol po pravici poveš in se mi je zdelo včasih te lahko tisti test malo sfuka in potem na podlagi tega zgubiš. Jaz mislim, da je bila fora v tem, da včasih tudi ne veš, da se zlažeš. Res. Ampak kako bolj tvoje telo ve, da se zlažeš? Ja, ve, ne? Ja, telo ampak pa to bolj zmeri ni fair. ve. To bolj ni. Ja. Amazing. Ja. Šit, enkrat bi mogoče šla samo zaradi sebe, za sebe. Tako veš, da grem jaz samo v eno sobo s tistim, pa da ni nobenega zdraven, pa da me tako nekaj sprašuje, pa da vidim jaz malo to. Kako se odzovem, recimo. A bi sama sebi napisala vprašanja? Ne, ti bi mi jih. I love it. Okay. Jaz sem imela tle še pripravljeno, da bi govorila o tem, zakaj ljudje sploh varajo, ampak mi da bomo imeli kmalu eno gostjo, ki je psihologinja in bova to debatirala raje z njo, ker se mi zdi, da bo veliko bolj produktiven pogovor. Ja, definitivno. Tako da, a bi lahko prostila prevaro? Ja, zaradi tega, ker sem tudi jaz varala enkrat, prevarala enkrat. In se mi zdi, da v resnici različni razlogi za to obstajajo. Da miskomunikacije obstajajo in da ja, jaz bi lahko prostila to. Pač z veliko dela se mi zdi. Pa veš, odvisno, koliko časa bi to trajalo, pa ali bi bilo to enkrat, ali bi ti on sam povedal, ali bi izvedla iz nekih podtalnih stvari. Ja, bi lahko. Enkrat bi lahko.
Zdaj sem prav jezna, ker sem tole vprašanje postavila, zaradi tega, ker v resnici je moj odgovor isti kot tvoj. Ampak če me recimo Jan to vpraša, mu rečem pa, že ne bi nikoli oprostila. Ampak v resnici se mi zdi... Ne, ampak glej, pač tako čist iskrena resnica, jaz se strinjam s tabo, da pač življenje ne veš, kaj ti bo prineslo in ne veš... Se mi zdi, da je toliko enih različnih situacij, da ne moš vseh predvideti in, kakor si rekla, odvisno na kakšen način zveš, odvisno kaj je bilo, kako se je zgodil in si predstavljam, da v določenih situacijah, da bi lahko oprostila, spet odvisno od človeka, odvisno od fulejnih faktorjev, ampak ja, ne moram reči, da ne bi v nobenem primeru nikoli odpustila, zaradi tega, ker vem, Pol da se ne bi strinjaš lahko... s tem, da unka enkrat vara, za vedno vara. Ne. Ja, jaz tudi ne. Pač, Veš, jaz bi zase lahko rekla, da se ne strinjam s tem, zato ker sem jaz in zato ker je osebno in tako, tu ni res, ne? Ampak jaz ful verjamem, zato te da je vprašam. life res kompleksen in zakompliciran in da res ni črno-bel. In čeprav je varanje samo po sebi, pač izolirano od vsega, pač tako najbolj grda stvar, ki jo lahko nekomu narediš, zaradi tega, ker pač to globoko lahko nekoga prizadaneš in pustiš na njemu posledice do konca življenja, pač kar se zaupanja tiče, kar se samopodobe tiče, ni da ni. Ja. Varanje samo po sebi ni nič sivo, je črno. Ampak, ko pa daš to v kontekst življenja, pa tega, da smo sami ljudje, pa vsi delamo napake, pa neumnosti, pa težko predidaš čisto vse, kar se ti bo zgodilo in kar boš doživel. In, ja, pa ful verjamem pa ful, da ko si ti z nekom, je tvoja naloga, da ga vsak dan izbereš znova. Da se odločiš, jaz to osebo ljubim, jaz hočem z njemu biti, on je meni na prvem mestu in pač narediš vse, kar je v tvoji moči, da ostaneš zvest tej osebi, če si v neki monogamni zvezi. Zato, ker najbolj naivno je verjeti, da ne boš nikoli do nobenega čutil zdaj nobene naveze, nobene privlačnosti, ker jo boš. Itak, da jo boš, ker si človek in to zanikati je samo metanje peska v oči. Ampak kako pa ti zdaj reagiraš na to? To je pol tisto, kar pokaže, kdo si pa, kaj si pa, kako si in kako se s temi stvarmi spopadaš. In, ja. Je pa tudi okej, pač, da je tle tvoja meja in da človek ne bi oprostil tega nikoli, ne? To se zdi meni čisto okej, ker pač vsak ima svojo mejo. Če bi moj partner ubil nekoga, mu tudi najbrž ne bi oprostila nikoli, ne? Sem koga? Pa zakaj? Pomen zaključek te epizode! Ja, the best. Ja. Joj, no sej, to bomo še kdaj. Mislim, ful se veselim, ko pride, jaz sem poznala, kako je ime, grozno, ampak ja, ko pride ta terapeutka, zaradi tega, ker bi se zelo rada z njo tudi o teh stvarih pogovarjala. Jaz malo bolj profi vidika, tako da se ful veselim. Pač to je res ena taka tema, ki jo ne moreš tako obdelati v eni podcast epizodi. Bomo to sigurno še. Tako da, če imate še kakšne vprašanja, kakšne zgodbe, kakšna mnenja, nama napište na Instagram, na komentar od spodi, na mail najdete tudi spod. V glavnem, ja. Cool. Ok, zdaj imamo pa še Never Have I Ever. I'm ready. Kako si šopa, roko gor dala. V glavnem, prej smo energije, res. Smo pripravljeni, se vsi vemo zdaj že, kako se igra, ampak če slučajno kdo nas prvič gleda, igra se igra tako, da povemo eno trditev in če si to že kdaj naredil, daš prst dol. Tisti, ki ima največ prstov dol, gre v zapor zaporedne in se druž z eno od naju, tisto, ki bo tudi v tem zaporu. V zaporu pa, če imaš toliko točk ali pa več, kot tista, ki je izgubila. Ja. Si pripravljena? Si. Sem. Nikoli nisem zasledoval partnerja, ker sem sumil, da me vara. Mi dve to smo ugotovili, da nisva, če pa kdo od vas, da pa prst dol. Ja. Nikoli nisem angažiral prijateljev, da zasledujejo mojega partnerja. Ne. Pa ne bomo dali nobenega prsta dol? No vem. Ne. Nikoli nisem ujel partnerja na laži. Sem. Obe, evo. Ja. Pa laži je veliko, se lahko zlažeš marsikaj. Da nisi pojedel cele torte, pa pride domov, pa si jo pa pojedel, recimo. Tudi to, ja? Ja. Nikoli nisem izvedel, da sem bil prevaran. Nobena od naju nikoli ni izvedela, da je bila prevarana. Ne. Sem pa jaz enkrat izvedel, da je en tip z mano prevaral svojo bejbo. Smo sam tako, kjer? Ko mi ni hotel povedati, njegovih socialnih omrežij, handlov. In meni najprej ni kapnil, potem sem pa vrtala in potem sem bila tako,
a imaš ti slučajno punco? In pa bil sam tih. Ti je rekel, da nima socialnih omrežij, ali ti sem ni hotel, da ti je rekel, tako je ne morem ti dati. Ful je bilo to že let nazaj. Okay. Ampak, koliko sem bila pa takrat? In kaj si rekla? Si sem blokirala ali si tako rekla? Okay. Ne, ker to smo bila pač skupaj takrat, ker sem bila skupaj, daj mi pač kaj fora, blablabla. In pa sem bila tako, a imaš ti slučajno punca? Čakaj, kaj skupaj? Potem, ko sva seksala. A ja, tu, ojebem ti boga, ja. Fuck. In najbolj bedno je bilo to, ker sva bila pri njemu. In on je pelal in jaz sem bila tako zdaj, pa pač pel nazaj do mojega avta. In me ni hotel in pa je bil tam tako, 1 uro me je prepričal, kao ne, pa sebe, blablabla. In sem bila tako, pač kaj s tamo narobe? In pa me je končno odpeljal do Ej, pa videla sta bila tako kao prijatelja za seks, ali sta bila kukar, da bo to skupaj? Ne, dejtala sva tako. On je do mene prišel, ko sem delala v lokalu in mi je dal svojo številko in me tam pač to je bilo drugače tako, to je bilo prav cute, se je začel. On se je pelal v mem lokala. Ja, vada je na svoji punci, in me je videl, ko sem delala, se obrnil, prišel v lokal, do mene, živel jaz sem to pa to, ful si mi simpatična, videl sem te, sem se mem pelal in mi je dal svojo številko. In pa smo šla na dejt. Pa še full cute, prinesel mi še čokolado, imela sva tako piknik. Takrat še nisva nič. Pa smo šla na drug dejt. In pa smo na drugem dejtu. Was it too good to be true? Pač, ne vem. Okay. Ne se drugač. V glavnem, prasec. Yeah. Res. Ok. Kje smo zdaj? Nikoli nisem čutil ljubosumja, ko je partner omenjal drugo osebo. Obe sva dali prst dol. Itak. Nikoli se nisem maščeval partnerju, ker me je prevaral. Tako da, ker to nisem vzela, da me je kdo. Kaj pa drugač maščeval? Lahko malo prilagodiva vprašanje. Da si se nasplošno maščeval partnerju? Ja. Da si tako nekaj naredila sem za tukaj on. Jaz ful nisem drugač tako maščevalna oseba. Okay. Si ti? Ne, ampak po drugi strani pa, če mi recimo ne posveča časa en dan, bom jaz naslednji dan tako, prav. Pa jaz ne bom tudi teb. In konc. To recimo. Take stvari. Aha. Ja. Jaz pa ful nisem taka, ker vedno pol pomislim, pa če bi on se tako obnašal, bi mi bilo krivo in sem pa tako, ne moram pol jaz zdaj nekaj delati, če jaz pričakujem drugače. Ko si dala prst dol? Ne, okay. To je še odprej. Okay. Leka mava isto drugače, je to možno. To se pravi, nikoli nisem bil v situaciji, ko se nisem znal odločiti med dvema osebama. Sara je dala prst dol. Ja. Enkrat se ni mogla moja piška z glavo odločiti, tako veš, kaj mislim. En je bil tako grozen za me, res grozen, ne? Ja. Ampak mi je pasalo. En je bil pa ful prijazen, ampak mi je šlo na živce. In za katerega si se odločila? Ja, za prijazen ga, ne? A ja si se? Ja, itak, pa ti je bilo pol žal? Ma ni mi bilo žal, itak ne bi z nobenim mogla biti. Tako da, konc. To je to. Jaz sem na drugačni situaciji, ampak sem se z lahkoto odločila. Ja, pa sta bila oba super, ampak bilo tako, no. Okay. Sem vedela. Tako da ja, to je to? Sara je zgubila s 3 prsti dol, tako da, kdor ima 3 prste ali več dol, gre v zapor, zapori. Ful je smešno, tako med nogami zdaj je toplo, ker sem se prej polila s to kavo in zdaj si tako... Prosti! Zdaj sem Sari pripela še malo kože zraven, kar mi je zelo žal. Ne vem, zakaj ti meni toliko težko vedno to zapreš. Ej, ne vem, meni pa ful enostavno. nekaj ni... Pač, zato ker lisice vejo, da to ni po standardih, da greš ti v zapor. Hvala, ker ste bili z nami do konca. Napišite v komentar, koliko točk ste dobili. Še kaj nam napišite lepega, kar vam je bilo všeč v tej epizodi, kar vam je všeč na nama in se vidimo, ne? Če vam je všeč, lajkajte, če vam ni všeč, dislajkajte. Ne! Ja, to je tudi dobro za algoritem. Pač, če vam ni cool, dajte thumbs down. Je dobro to za algoritem, Miha. Če dislajkajo, dislajkajte. V glavnem, najdete naju na MedNamaCast, Instagram, Facebook, TikTok. Saro najdete na Pitchpop in Pošetova Sara, mene pa na Žive Lucija tukaj. Čau! Se slišmo? Adijo, kjera kamera tale.